pozdravljeni. V naši sredi pozdravljam današnja gosta. Z mano je gospod Nevzet Porić, tajnik Islamske skupnosti v Sloveniji, ter religiolog in prevajalec Drago Ocvirk. Danes predstavljamo zelo aktualno in mislim, da družbeno potrebno knjigo z naslovom Razumeti islam in džihad. Zakaj je pomembno? Zato, ker se vsak dan, če ne drugače, preko medijev srečujemo s vprašanji v zvezi z islamom, džihadom, ISIS-em, terorizmom, begunci, praviloma negativno in v veliki meri tudi z predsodki. Ob tem samo spomnim, da tudi papež Frančišek poudarja, da Bog in nasilje ne gresta skupaj in tudi poudarja vedno znova, da ceni islam. Nenazadnje je v svoji zadnji poslanici ob svetovnem dnevu miru 1. januarja med drugim zapisal, če dovolite citat: "Odločno poudarjam, nobena vera ni teroristična. Nasilje je sklenitev Božjega imena. Nikoli se ne utrudimo ponavljati. Božje ime ne more nikoli opravičevati nasilja. Samo mir je svet, mir in ne vojna." Tudi mi nenazadnje živimo v državi, kjer je 2,4%, to mislim, da po popisu iz leta 2002, muslimanskega prebivalstva. Skupaj sobivamo še iz časov prejšnje države. Mnogi muslimani med nami so že rojeni tudi v Sloveniji. V Ljubljani, kot vemo, je tik pred končanjem gradnja džamije. Vsi skupaj pa se kljub vsem tem naštetim dejstvom med sabo zelo slabo poznamo. Zato mislimo, da je tudi taka knjiga lahko en doprinos. Nenazadnje tudi gospod Nevzet pride tudi večkrat med nas, kadarkoli ga povabimo, za kar se mu iskreno zahvaljujemo in tudi mislimo, da so to dobri koraki za dialog med nami. Sedaj pa, če preidemo na knjigo, ali so res teroristična dejanja, res odsevajo religijo islama? To vprašanje si je namreč potem, ko se je zgodil 11. september, od takrat se tudi vsi nekako bolj intenzivno s tem ukvarjamo, zastavil avtor te knjige, gospod živi v New Yorku, če se ne motim, Nabel Qureshi. Pa bi najprej gospoda Ocvirka vprašala, zakaj prav ta knjiga izmed poplave mnogih, ki so na trgu, pa mogoče, zakaj ste jo vi predlagali v prevod in če še mogoče poveste v začetku nekaj besed o avtorju, da ga ukvirimo. Hvala za besedo in povabilo. So vesele tudi gospod Nevzet tukaj. Ja, več knjig sem predlagal in potem so seveda za mnoj še drugi pregledali predlog in dejansko je ta knjiga tako napisana, da po eni strani je ozadje močno strokovno, po drugi strani je pa napisana poljudno, da človek s srednjo izobrazbo razume, zakaj gre. Ni preveč torej strokovno-tehnična za ozek krog strokovnjakov, ampak za širši krog ljudi, ki jih verstva kot taka zanimajo, posebej islam in vprašanje nasilja, kolikor je s tem povezano. Avtor sam je odraščal in njegova družina v Ameriki v eni od islamskih pogankov Ahmadi in to je dokaj razširjena skupnost, mora reči, ko sem delal na Salamonovih otokih v Tihem oceanu, sem tam vsako leto, ko je bil neke vrste, če lahko rečemo temu knjižni sejem, prav to islamsko skupino srečal. Eno leto so bili tudi vahabiti, se pravi ti, ki so podprti z saudijskim in katarskim denarjem, zelo fundamentalistični. No, ampak so jih ljudje sami po enem letu odslovili, da ne rečem nagnali, ker so začeli ljudi spodbujati, naj iz svoje vasi preženejo nevernike. So pa rekli, ko bomo pregnali, če je to naša žlahta. Hoče znam to povedati, da skupnost teh Ahmadijev je torej mala, ampak je dejansko, jo srečate po celem svetu, tudi na našem knjižnem sejmu
jo zadnja leta videvam z njihovo literaturo. No in ta Nabil Korejši je zdravnik in se je začel spraševati, kako je z nasiljem v islamu in je študiral vire islama, začetke islama in je prišel pač do spoznanja, da je začetki so zelo, rečemo temu, vojaški, kar na vse zadnje niti ni čudno, ne? Če vemo, da je pravzaprav Mohamed, poleg tega, da je bil, rečemo, verski genij, je bil tudi politični in vojaški genij, se je ustanovil Saudsko, pač Arabijo, povezal, naredil dejansko do svoje smrti islamsko in ravno zdaj berem o njegovi smrti eno temeljito študijo muslimanske avtorice, ki pravi, da njegova izresna želja je bila in se na smrtni postelji pohvali, da je tudi uresničil, da je kristjane in jude, da je Arabijo čisto kristjanov in judov. Ker tam so bila posebej na jugu, v Felix Arabija so bila judovska in krščanska kraljestva, čez morje pa, kot veste, etiopsko, ki je tudi dalo prvo zatočišče muslimanom, ko so bili pregnani iz Meke. No in ta gospod, torej zdravnik, preučuje svoje vere in pride do spoznanja, da gre za dokaj nasilne vire te religije in se zato postane ateist. Pa mu to nekako ni zneslo in je čez nekaj časa se pridružil ameriškim evangelikalcem, to je pač ta danes najbolj prodorna, najbolj rastoča krščanska skupnost na svetu. Dejansko imajo tiho podporo ameriških oblasti in predvsem ameriškega kapitala. Toliko, torej, njegov namen pa je, da bi našli eno mirno pot in rešitev, sožitje ob vsem spoštovanju muslimanov, tudi zaradi tega, ker so muslimani, da jih ne bi zaradi tega po stran gledali, se pa seveda zaveda, da je treba islam nekako premisliti v tem smislu, da se neutralizira moč, pa da naboj njegovih nasilnih začetkov. Pri tem seveda opaža, in to opažajo tudi, ko berete muslimanske avtore, tradicionalne avtoritete, da nekako skozi zgodovino je tradicionalni islam poskušal neutralizirati ta prvotni ekspanzivni naboj in vse drugače ni šlo. Ko imate enkrat cesarstvo, morate imeti mir. Skozi ne morate biti v vojni. Zdaj pa, ker se je muslimanski svet raztreščal, je razdrobljen, do virov prihajajo ljudje, ki prej niso mogli, zdaj znajo brati, na internetu dobite čisto vse in seveda pride do individualnih razlag in do individualnega posnemanja in tako se rojevajo potem mimo tradicionalnega islama skupine, ki hočejo na hitro svet spremeniti, na hitro svet popraviti, če pa ne gre drugače, pa narediti apokalipso in tako pripraviti, da končno pride do vladavine Allaha in zmage muslimanov. To je njihova ideja in ta Nabil Korejši te zadeve analizira in pokaže. Hvala.
Gospod Nevzet, kako vi komentirate to knjigo? Ima to sporočilo, kot si ga zastavi avtor, da nakazuje prave odgovore, oziroma kako ste jo vi brali? Lep pozdrav tudi z moje strani, veseli me, da sem danes tukaj. Če se spomnim, pred kakšnimi 12 ali 13 leti, sva tukaj z gospodom Ocvirkom predstavljala eno drugo knjigo Maksima Rodinsona Mohameda, ki je opisal njegovo življenje, bila odlična knjiga. Ko sem dobil povabilo, torej po e-mailu brez knjige, sem mislil, da je spet za isto knjigo, oziroma podobno knjigo, ki je bila, da rečem, pozitivna, vsaj deloma, ampak ko sem začel brati in prebirati strani, ki so išle v slovenščini, v prevodu gospoda Ocvirka, sem pravzaprav dojel, da to ni tako. Glede na to, da sem dobil vprašanja včeraj, gospa Mancem je prijazno poslala vprašanja in mi povedala, kaj mi bo vprašala, sem se na prvo vprašanje pripravil in se napisal en kratek odgovor, pa dovolite, da ga preberem. Namreč iz uvoda, ki smo ga slišali, je bilo mogoče ugotoviti, da sem tukaj na obtožni klopi in da moram braniti islam. Nisem tukaj v vlogi nikakršnega odvetnika. Islam je tako velik, da lahko zdrži tudi takšne knjige, kot je ta. Da se ne bi napačno razumeli, terorizem, nasilje in ekstremizem so nesprejemljivi, to ostro obsodimo. Danes imamo sodobne vojske, v kateri so tudi duhovniki, ki hodijo v vojne v tuje države. Po tej plati smo mi, recimo, v Islamski skupnosti Republiki Sloveniji najmiroljubnejša religija, saj nam država nikoli ni omogočila, da imamo, recimo, imama v vojski. Veseli me, da so tukaj tudi predstavniki slovenske vojske. Na samem začetku želim povedati, da bi lahko naštel ogromno knjig krščanskih konvertitov, ki so se spreobrnili v islam in so potem kritizirali krščanstvo. Kot brete YouTube je ogromno katoliških duhovnikov, ki so pač prestopili v islam in kritizirajo kristjanstvo. Sprašujem se, ali je to pravi način, da krepimo medsebojno sobivanje. Knjiga, ki jo imamo pred seboj, je napisana z veliko frustracijami, brez trdnih utemeljitev. Ne navaja vire. Avtor namerno zanemarja zgodovinski kontekst in okoliščine. Knjiga je zelo populistična. Tudi naslov prevoda se ne ujema z originalnim naslovom. Answering Jihad, a better way forward. Odgovor na džihad, boljša pot naprej. V prevodu je naslov napisan kot razumeti islam in džihad. Očitno je knjiga zelo komercialna. Skozi celotno zgodbo prikazuje islam kot nasilno religijo in navaja primere iz Korana in Hadisa, ki podpirajo njegovo tezo brez upoštevanja konteksta oziroma povoda razodetja določenih delov Korana. Osebno nisem pričakoval tako resne založbe, kot je Družina, da se ukvarja s takšno vrsto literature. Potem sem malo raziskoval in ko sem vtipkal na vaši spletni strani besedo islam, sem videl 250 naslovov, ki so pač nekako, ki se ukvarjajo z islamom in so večinoma v neki negativni luči. Torej, po mojem mnenju, to ni v skladu s papežovim pozivom k dialogu in medsebojnemu razumevanju med kristjani in muslimani. Menim, da je knjiga v nasprotju s prizadevanji vodstva Katoliške cerkve na Slovenskem in vodstva islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, da skupaj gradimo razumevajočo prihodnost in sobivanje med različnimi narodi. Ta knjiga ne more prispevati k temu. Prav nasprotno. Na primer, analiza, ali je več nasilja v Koranu ali Bibliji, ki jo je pripravil softverski inženir Tom Anderson, je pokazala, da se ubijanje in uničenje pogosteje omenja v krščanskim svetim tekstom kot v islamskim. Na svojem blogu Anderson razlaga, da je projekt navdihnila trenutna javna debata o tem, ali se terorizem povezan z islamskim fundamentalizmom reflektira v nekaj, kar je podedovano in posebej nasilno v zvezi z islamom v primerjavi z drugimi religijami. Z uporabo softverja za analizo tekstov, ki ga je sam razvil in poimenoval kot Odin tekst, je analiziral novo mednarodno različico stare in nove zaveze, kot tudi prevod Korana v angleščino.
Software je potreboval samo 2 minuti, da prebere vse 3 knjige. Anderson pravi, da je v stari zavezi največ nasilja. Ubijanje in uničenje se malo več pojavlja v novi zavezi, 2,8 kot v Koranu, 2,1%. Toda stara zaveza vodi, ubijanje in uničenje se 2-krat več omenja kot v Koranu, 5,3%. Takšna dejstva lahko predstavimo tudi našim vernikom, vendar to ne počnemo, ker to ni pot medsebojnega spoštovanja in sobivanja. Dr. Ocvirk kot prevajalec te knjige se je ukvarjal z islamom 20 let. Včasih je imel radikalna stališča, potem umirjena in tako dalje. Skozi čas se je tudi on spreminjal. Hvala Bogu, da ga imamo, ki nas občasno spomni tudi na takšne naslove. Islam je danes zelo komercialen. S takšnimi naslovi se lahko zasluži. Slovenski trg, ko govorimo o prodaji knjig, je zelo majhen. Zato takšni naslovi prinesejo tudi nekaj denarja. Hvala. Ja, hvala. Zdaj, tudi jaz nisem odvetnik tukaj. Ta prevod bo mogel pojasniti naslov gospod Ocvirk. Ja, glede naslova smo se pogovarjali, kako prevesti zadevo, da bo jasna. Jaz sem dal nekaj predlogov, na koncu bi veljal ta. Tukaj je omenjeno odgovoriti džihadu, boljša pot naprej. V slovenščini pač nam to nič ni povedali. Zdaj kaj, boljša pot naprej za džihad ali za koga? In da bi se izognili temu, smo pač dali razum, zakaj gre v džihadu in da džihad ni sinonim za islam. Islam ni džihad, džihad pa je del islama. In avtor tej knjigi, jaz razumem, da je gospod Nevzet v tem prvem branju pač tako zadeve vzel. Glejte, v islamu neki hadis od Mohameda ne pravi, da bo za njim 73 sekt, od tega je samo ena prava. Zdaj seveda sekt imate kolikor hočete ali pa skupin v islamu, ne samo 73, ampak tisti, ki dobesedno to jemljajo, pač trpijo, da je 73. No, vsekakor, potem vsaka skupina, in jaz čisto razumem, da islamska skupnost v Sloveniji, ki se ima za muslimansko in za pravo, je pač ogorčena, ker ne razume stvari tako, kot jih razume, rečemo, drugih 72. In se imajo ravno tako za muslimane. Se za to gre, a ne? Jaz berem, tudi zdaj berem o Mohamedu, njegovih zadnjih dnevih, muslimansko avtorko, tunizijsko profesorco vodi, ker med drugim pokaže, kako hud boj je bil za oblast, medtem ko je Mohamed umiral, in to dokazuje samo na podlagi muslimanskih avtorjev. Recimo, če berete Redisija, to je tudi Tunizic, tudi sam musliman, on ves čas temeljito študira vahabizem, ta uradni islam Saudske Arabije, in pravi, da je vahabizem hereza, se pravi verska zmota, ki pa je danes islam nekako preplavila in prežela. Da je torej prišlo do vahabizacije islama. Sveda, kolikor jaz razumem, je ta skupnost v Sloveniji islamska, ki jo predstavlja gospod Nevzet, tradicionalni islam, ki se tega vahabizma brani. Jaz vem, da med vojno so tukaj bile neke bližine,
v Bosni, potem pa je prišlo do dokaj radikalnega preloma, če kaj razumem, proti koncu vladavine gospoda Cerića. In če se boste spomnili, recimo tukaj je bil tudi vaš predstojnik, gospod Čogić, ki je bil potem odstavljen, verjetno zaradi tega, ker se je pač nagibal k bolj nekemu fundamentalističnemu islamu. Se bomo spomnili v intervjuju z Ranko Evelija v Dnevniku, je zagovarjal kamenjanje prešušnic in je zagovarjal islamski režim v smislu, če večina odloči, da bo dežela pod vladavino šarije, potem je to treba spoštovati in sprijeti, in je dal za zgled Alžirijo in Iran takrat v tistem intervjuju. Hočem reči, da islam seveda je galaksija in čisto verjamem, da se islamska skupnost v Sloveniji pač tukaj noter v tem ne prepozna. Sam ne moramo pa reči, da se to ne dogaja in da ni to povezano na nek način z islamom. Dovolite, naj dam eno svojo primerjavo, ki sem jo ponavadi dal za razumevanje. Glejte, šport. Imate športne žoge. Ampak ping-pong pa fuzbal ni ista zadeva. To se bomo strinjali. Zdaj pa rečemo, da je islam nogomet, boste imeli tiste, ki ga odlično igrajo, in navijače, ki se znajo kulturno obnašati, in boste imeli tiste, ki se pobrcajo, ki se stepejo, in ravno tako tudi navijači. Ja, bomo rekli, eno je nogomet, drugo pa ni nogomet. V obeh primerih je bil nogomet. Sam en je bil izjemno slab in karikatura, drugi je bil pa